pa že vem, kaj bo. No, da vidim. Zjutraj sem pri molitvi slišal, kako so rekli Marija, pomocnica kristjanov. Ja, ti si pa res neverjeten. Čisto pravo ime imaš, zvedav. Ja. Veš kaj, me zanima, a Marija pomaga samo kristjanom? Ona je sedaj v nebesih pri svojem sinu Jezusu, mati vseh ljudi in njihova pomočnica, še zlasti pa pomaga kristjanom. Zakaj pa? Zato, da bi delali, kakor je učil njen sin Jezus. A si v svojem evangelistu tudi zapisal kakšen primer, ko je pomagala? No, poglej si tole. Saj to ni mogoče. To ni mogoče. Ezekiel je pripeljal cel sod vina več, kot smo naročili. Kaj pa to pomeni? Da je zdaj zabave konec? Nevesta je pa tako upala, da bo to njen najlepši dan v življenju. Jezus, poglej, v stiski so. Vina nimajo. Pomagaj jim, prosim. Prav, mati. To je prvo znamenje. Vedela sem, da me boš uslišal. Služabnica! Pojdi in prinesi ti vrče, napolnjene z vodo. Ampak, gospod, ti vrči se uporabljajo za umivanje od začetka vode. Hočete reči, da se boste še enkrat. Kaj toliko vprašuješ? Samo stori, kar je prav, se ti Jezus ni naročil nič nemogočega. Prav? Nesi zdaj to starešini. Kakšen okus! Kako to? Ja, prosim. Kako to, da je ženin prihranil tako dobro vino za na koncu? Ponavadi postreže najprej z najboljšim vinom in nato na koncu šele slabšim. To vino je pa tako, da bi ga še angelčki Starešina, našali se z božjimi darovi. To vino je dobro zato, da bi spoznali, kako je šele dober tisti, ki nam ga je pripravil. Pa Marija res izkazala. V evangeliju nisem vedno natančno opisoval, kdo vse je bil zraven, ko je Misliš, da ne vem, kaj? Zato, ker ni bilo pomembno to, kdo je bil sem, pa kdo je bil vse tam, pa koliko ferbcev je bilo zraven, ampak to, kar je Jezus naredil. Točno tako. Marija ni samo videla veliko čudežev, veliko jih je tudi sama izprosila. Poglejva si tole. Awesome.
Ale Jezusa. Kako je to mogoče? Tako mlada pa je morala že umreti. Ti Jezus, veliko ljudi ti že verjame, da si Božji sin. Ja, to je res, ampak mnogi še vedno ne verujejo. Danes si v mestu Jair. Usmili se ga, prosim. Veliko stvar prosiš, mati. Kaj ti sploh govorim? Saj sam dobro veš. Jair je pogan, rimski stotnik, a v srcu dobro misli. Prav, mati. Zaradi Jairove hčere bodo danes slavili nebeškega očeta. Jair, nič se ne boj. Samo veruj, da se ti bo zgodilo, kakor želiš. Talita kum, deklica, rečem ti, vstani. Vedno bodi hvaležna Jezusu za dar življenja. Talita kum. Tako bi ti sedaj lahko bilo ime. Talita kum. Talita kum. Si videl? Res je ostala. Če Jezus reče, podrži kot pribita. In tudi kar ga Marija prosi, to doseže. Sedaj vidiš, zakaj jo imenujemo pomočnica. Še kaj mi povej? Nekoč se je zgodilo, da je bil Jezus v hiši, kjer je bilo veliko ljudi. Okrog hiše pa tudi silno velika množica. Peter, ali ne vidiš, da ravno govorim ljudem? Kaj je tako nujnega, da me ravno zdaj prekinjaš? Prosti, Jezus, ampak zunaj je tvoja mati in tvoji sorodniki so tam, pa bi te radi videli. Saj že veliko časa od takrat, ko ste se nazadnje videli. Peter, ali ne razumeš? Seveda, poprosti, ko se zmotil. Ne. Ali ti zares veš, kdo je moja mati? Seveda jo poznam. Marija iz Nazareta. Peter, moje mati so tile, ki poslušajo Božjo besedo in jo izpolnjujejo. Takšne imenujem tudi svoje brate. Saj tudi jaz poslušam tvojo besedo. Potem takem sem tudi jaz lahko tvoj brat? Peter, ali ti še vedno ne razumeš? Ne. Seveda si tudi ti moj brat. Yes! Kaj takega pa od Jezusa ne bi pričakoval? Misliš to, da ni šel k svoji materi? No, njo je videl že prej in poznaje. Teh pa, ki so ga ravno tedaj poslušali, so ga mnogi videli prvič in potem nikoli več. To pa zelo lepo od njega, da se jim je posvetil. Jezus je imel zelo rad svojo mater in vse, ki njegovo besedo poslušajo, ima prav tako rad. Zato, kadar Marija prosi za take ljudi, jim rad pomaga. Saj zato pa ima tisto pravo ime.
Marija pomocnica. Pomočnica. Pa saj sem rekel, pomocnica. In če sem to rekel, to tudi mislim. Pomocnica. O, kaj ti ješ, da si tako pametna.